nikoli se o alkoholu ni govorilo kot o nečem problematičnem. Niti se ne spomnim, kdaj sem prvič slišal o alkoholizmu govoriti kot o nečem problematičnem. In na nek način tudi potem v srednji šoli sem ga imel kot nekega takega v bistvu sopotnika, zajebancija, žur, alkohol, dajmo se sprostiti, nekaj spiti. Imel sem to srečo, da nikoli nisem kupil filozofije, da gremo nekaj spiti, da bo potem boljše, ker sem hitro ugotovil, da problemi ostanejo, sem recimo ima še mačka. Ampak spomini so, da je alkohol nekaj fajn, da je kul in da je tukaj in da ga lahko vzameš, kadar hočeš. Moja osebna izkušnja je taka, da sem nekega dne ugotovil, da sem dvakrat, trikrat na teden spil ogromno preveč. Mislim, to govorimo o 4-5, oziroma po lestvici o 8 oziroma 10 enotah alkohola. In da se je to zgodilo v resnici nezavedno. Po službi greš na pivo, potem naroči kolega še eno pivo, potem dajmo še eno, preko gremo, dajmo še eno, potem pride kolega iz službe, potem reče kolega nič, dajmo še enega kratkega za presekati, ker potem jaz grem, potem greš še na WC, pa te kolega zafrkne, potem še ti kolega zafrkneš in si spil 6-7 velikih pirov, ker drugi dan nisi rabil iti recimo v službo ali pa si lahko prišel malo kasneje. In rezultat tega je bil, da po nekem obdobju ugotoviš, da je teh tednov ful veliko, da hodiš spat z aspirinom in se zbujaš z ruporutom. In jaz sem imel to srečo, da sem se pri 27 vprašal, če je to vzorec, ki ga hočem gojiti celo življenje. Na srečo je odgovor bil nikalen in sem se potem v bistvu skozi tek spucal dobesedno vsega tega strupa. Slovenci smo, se mi zdi, nasplošno ful preveč tolerantni do posledic pitja alkohola, ful premalo vemo o alkoholu. Alkohol je vedno na voljo, odlično zdravilo za žalost, za veselje, za nekaj nazdraviti, za nekaj obuditi, za nekaj pozabiti, je bela cesta za vse. In potem na koncu ugotoviš, da imaš prilik za piti, koliko hočeš, in zdaj, če si ful družaben, zna biti to hitro problem. In potem tudi se človeku ful rado zgodi, da začne dvomiti, da je še sploh sposoben živeti brez alkohola. Se vprašaš, če sploh znaš iti še popoldan, ne vem, v nek lokal, brez da bi si naročil pivo. Je to tako samoumevno, da je že skoraj strašljivo. Danes, ko gledam nazaj, se zgrozim ob tej misli. Ampak takrat, pazi, mulac, od 27 mi je bilo to nekaj najbolj normalnega na svetu. Ja, mislim, da je statistika prometnih nesreč pod vplivom alkohola dovolj zgovorna, da je o njej govoriti tako rekoč nepotrebno. Gre pa za to, da se vinjen ali pa opit človek niti ne zaveda, kakšno nevarnost v resnici predstavlja zase ali pa za druge. In najlažje je obsojati, kazati s prstom, ampak raje kot to, dajmo obrniti in si obljubiti, da tega ne bomo nikoli več počeli. Se trudim živeti teh 40 dni dejansko tako, kot akcija priporoča. Absolutno zmerno pitje, bistveno manj. In se malo v šali spomniti na tisto, da če rešiš eno človeško življenje, si rešil svet, in potem zato pripisujem akciji ful velik pomen, da če bo rešila enega takega kekca, ko sem jaz, potem mogoče je še kako zelo na mestu, da jo imamo.